A res? Krasno. Lepo pozdravljeni, dobrodošli, spoštovani gledalci in gledalke. Verjamem, da ste jo pred televizijskimi ekrani pogrešali. V naši družbi je Irena Rotar iz Slovenske iniciative in vidim, da si s sabo prinese kar nekaj konopljenih izdelkov. Ja, res je. Naša prizadevanja gredo naprej. Ekocivilna iniciativa si v okviru štafete semen prizadeva tudi za avtohtona semena industrijske konoplje. In 25. maja smo jih podarili ministru, da jih bodo uvrstili v ohranjevalno vrsto semen v Sloveniji. Bravo. No, v okviru ekocivilne iniciative imamo, kot že rečeno, več sekcij. Ena je tudi slovenska delovna mesta in si prizadevamo za več delovnih mest v Sloveniji. Kajti, kot veste, delovna mesta nam lahko vzamejo, dela nam ne morejo. Delo si moramo poiskati sami. Bravo. In ni vrag, glede na to, da imamo še obstoječe tovarne, veliko jih imamo, imamo znanje, imamo pametne ljudi, imamo veliko potencijalov in industrijska konoplja je ena od rastlin, kajti zavedati se moramo, da vse, kar nas obdaja, izhaja iz zemlje, iz katere lahko naredimo več tisoč izdelkov. In mi bomo danes predstavili jih kar nekaj. Odlično. Jaz se blazno veselim, ampak ko smo se nazadnje pogovarjali, sem ti govorila tudi o tem, da že takole na vsakodnevni bazi, že zjutraj, ko se oblečem, vidim in čutim, v katerih oblačilih se mi zdi, da svoje telo na nek način dušim in kdaj pravzaprav res diha in da je to zelo povezano pravzaprav res s tem materialom in z samimi tkaninami, takimi in drugačnimi, in se mi zdi fino, no, da povemo mogoče danes tudi nekaj o tem. A nisi ti še dva gosta napovedala? Ja, danes imamo dva gosta s sabo, zelo zanimiva, najbolj, da upam, da bo tako malo prišla. Evo ga, sta že tukaj. O, super. Kar lepo pozdravljena, dobrodošla. O, lepo pozdravljeni. Živjo, Jasmina me veseli. Evo ga, kar izvolite. Dobro večer, Srečko. Živjo, Srečko. Ja, super. Zdaj pa bom kar takole rekla, tako lepo sta prišla oblečena. Vidim, da so to neki naravni materiali, ne? Točno. Bombaž? O, ne. Ne? Ne, v bistvu midva smo pripadnika konoplje, ne. Že 4. leto šivam obleke iz 100% konoplje, v vseh barvah, pletenine, debeline, kar želite. In v bistvu danes sem oblečena v konopljo. 100%. Ja, da. 100%. Kaj pa spodnje perilo tudi? On ga ima, jaz ne. Aha, okej. Kako pa se pravzaprav konoplja obnaša v tem svetu, se pravi, da si iz njega pripravimo oblačila? Na kakšen način je težko delati z njo? V bistvu mene ti naravni materiali vedno bolj pritegujejo. Ne samo zaradi samega šivanja, ki je veliko bolj enostavno, ampak tudi zaradi same nošnje. Konoplja je ena najbolj trpežnih tkanin, tudi v bistvu človeku zelo prijazna. Zakaj? Zato tega, ker uravnava našo telesno temperaturo. Se pravi, mi s konopljo, z naravnimi materiali, posebej to, kar nam daje konoplja, lahko dihamo. Ampak, Srečko, vi ste pa poslovnež, ne? Pa morate iti kdaj tudi na kakšen sestank, pa to tudi izberete konopljena oblačila? Ja, midva sva dobila to idejo spomladi, se neko, glej, mi delamo oblačila iz konoplje za jogo, za delo na vrtu. Dajmo narediti eno obleko, tako, če imam jaz kakšen sestanek, pa bom šel konoplji, ne? In tako je Lucija naredila tole obleko iz konoplje in tudi srajca iz konoplje in sva videla, da konoplja je zelo elegantna. Jaz sem zelo rad oblečen v konoplji, ker je to tkanina, bi rekel, ki nekako čutim, da mi da energijo, ne? Konoplja je zanimiva zato, ker raste brez pesticidov in blago iz konoplje praktično ne moreš imeti kakšne alergije na to blago. Ampak se mi zdi, da po incidentu, ki smo ga imeli v Sloveniji, da se kakšni ljudje, ne vem, jim ponudiš konopljen piškotek, pa imajo občutek, da bojo že kar zadeti, pa vidijo konopljeno moko, pa imajo že vprašanja, joj, da ne bo kaj narobe. Ampak konoplja je lahko torej industrijska, ki ne vsebuje THC-ja. Dajmo te pojme malo razčistiti mogoče za vse nazaj, pa za vse naprej. Poglejte, konoplja praktično
če bi mi industrijsko konopljo sejali recimo 10 let, pa bi uporabljali isto seme, bi se THC počasi dvigoval. To se pravi, THC v konoplji je v različnem razmerju, glede na odvisno od podvrste. Jaz osebno lahko rečem, da v študentskih letih, pa tam nekje bi rekel med 20 in 40, sem tudi užival marihuano, ampak pri 40 sem nehal in nimam zaradi tega nobenih posledic. Kakšen pogled je bil to zdaj, Irena? Glejte, kar je zanimivo, da v Sloveniji jaz mislim, da prihaja čas, da moramo razčistiti to idejo, kaj pomeni drogirati se. Ljudje se lahko drogirajo, če preveč jejo, lahko se drogirajo recimo z vinom, lahko se drogirajo z denarjem, mogoče tudi s seksom. Se pravi, vsaka stvar, ki jo v življenju preveč jemljemo, postanemo od nje odvisni. In definitivno konoplja z THC-jem in pa tudi brez THC-ja ima neverjeten potencial, da ljudem pomaga pri krepitvi zdravja in tudi pri zdravljenju bolezni. Takih in drugačnih. O konoplji smo že veliko govorili. Moram reči, da jo jaz osebno dojemam kot sveto rastlino in neverjetno je, kako v zgodovino daleč segajo vsi ti zapisi, tudi v krščanstvu, se pravi v krščanski religiji, in neumno bi bilo, da ne bi o njej govorili in da nam pravzaprav ne bi ponudila dobrega mesta v našem življenju, glede na to, da kaj vse že lahko pravzaprav naredimo, izdelamo torej iz konoplje. Tukaj imamo in gradben material, in piškote, vidva sta oblečena v konopljo, je pa ni, da ni. Ja, res je. No, prav to si ekovci dejansko prizadevamo. Kar izvoli. Am zadeta? Ne bo. Dejstvo je, če že govorimo o tem dogodku, ki se je zgodil v Žalcu, je pozitivna in negativna stran tega dogodka, kajti ekocivilna iniciativa in somišljeniki in zelo veliko ljudi si že veliko časa prizadevajo živiti industrijsko konopljo. Mi vemo, da že naši predniki so na roke trli lan in konoplo in delali oblačila iz tega. No in potem, ker se pač farmacija tudi ni bila za to, se veste, da kar je dobro, se pač potem, če ni bilo globalnega učinka, globalizacija je naredila svoje, dejansko se je to nekako opuščalo. No in prav zdaj se prizadevanja Dejan Rangejo, je kmet iz Pomurja, ki 15 let je negoval to rastlino, povezal se je tudi z koroškim Slovencem, Mirkotom Hudlom, mi smo se povezali z njim, no in to zgodbo moram povedati. Ta Mirko Hudl je koroški Slovenec, blizu Pliberke doma, je imel konopljin obrat. In ni važno, kjerkoli si, važno je, kaj čutiš v srcu. Gospod je star 72 let. Svoje stroje za predelavo konoplje je prodal po malo boljši ceni, da se je lahko postavil konopljin obrat za predelavo konoplje pri Vranskem, tako da imamo že prvi konopljin obrat v Savinjski dolini. Ulala, bravo! Tako da, ko pogledamo rastlino, je najboljše, da pogledamo, kako je sestavljena, se pravi, rastlina je tudi za kmetovalce zelo zanimiva. Najprej je odvisno, kdaj jo posadimo oziroma posejemo. Lahko je prva rastlina, lahko je pa kot druga rastlina. Se pravi, lahko jo posejemo maja ali potem v kolobarju, ko je že prvo žito požeto in tako naprej. Samo iz zunanjega dela rastline se naredi, se pravi, iz zunanjega ovoja, to je ta prvi del, se pravi, iz tega prvega dela, kot vidiš, so potem taki laski in bolj, ko na lasko več, ko naredimo, iz tega se dela platno, iz tega se delajo vrvi. Mi smo imeli včasih motvoz grosuplje, najboljše ladijske vrvi so iz konopljine, iz konoplje so te vrvi. Ta notranji del, iz tega notranjega dela, pa pride ta pezdir. Ta pezdir je pa zopet surovinska baza, tako za gradbeni material, recimo, veliko krat se zgodi, da si ljudje želijo lesene hiše, potem pa dajo noter vmes mogoče stekleno volno. Ja, nič niso naredili. Ta je res čudovit izolacijski naravni material, tudi poceni pride in tako naprej. No in to, kar si zdaj mi želimo, se pravi, iz tega zunanjega dela potem taka lavona rato in potem je treba to narediti nitko in potem stkati platno.
No, in če pogledamo dejansko, kaj se v Sloveniji dogaja, nam je šla po zlu tako rekoč vsa tekstilna industrija, če tako rečemo, ne, na grobo, in imamo zelo veliko odprtih resursov. Poglejte, mariborska tekstilna tovarna je šla, tam je 42.000 kvadratnih metrov sredi Maribora, zelo lepe tovarne, veliko ljudi, več kot 1000 jih je imelo delo tam. Mi smo si že prizadevali to zadevo oživiti, eno jedro inženirske ekipe tam še nekako sodeluje z nami. Sedaj pa se je pojavil drug moment, smo zelo ponosni na predsednike uprave tovarne Nogavic Polzela in na razvojni oddelek in župana Polzele, pa vse Savinjske doline, kajti preko Ekoci smo povezali vse župane Savinjske doline in razvojni oddelek tovarne Nogavic Polzela je že naredil prvi prototip konopljene nogavice. Ja, bravo! Tako in tudi jutri... A bojo zadeti? Ne bojo? Ne, meni je to res smešno, ampak ja, nažalost je mogoče stanje tako, da ni dovolj informacij, zato se pa trudimo, da širimo. Torej, prva slovenska konopljina nogavica. To bomo pa nazdravljali, ko bo prišla, ne? Tako. No, če govorimo glih o zadevanju, ne, se pravi, zdaj vsi v Sloveniji poznajo razliko med industrijsko pa medicinsko konopljo. Moramo pa reči, da stvari gredo naprej. No, smo veseli. Ravno pred dnevi je bil vložen zakon v obravnavo, kajti ko smo mi kot civilna iniciativa podarili semena za gensko banko, smo dali zraven tudi 7 zahtev, ki so tudi vključene v ta zakon. Se pravi, smo dali predlog, da se konoplja kot rastlina obravnava samo kot konoplja, potem je pač potrebno na osnovi kanabinoidov pa THC-ov določiti namen uporabe. Kaj je za medicinsko, kaj je za industrijsko, ker tudi recimo vse vrste konoplje niso enako dobre za tekstil, ene so bolj za seme, nekatere so bolj za liste in tako naprej. Zelo zanimiva je pa tudi ta kultura kot za kmetovalce, kajti recimo pri koruzi je 400, 600, 700 evrov na hektar donosa, tukaj je pa od 800 do 2200, odvisno zakaj uporabiš, pa katere vrste konoplje imaš. Seveda si pa mi, kot civilna iniciativa, prizadevamo za biokonopljo, za certificirano biokonopljo, kar pomeni, da bo več bioizdelkov, se pravi biopridelkov v kolobarju in več biohrane, se pravi pridelane na trajnostni način in da se resnično ta moment izkoristi tudi v to, kajti konoplja zdravi zemljo, razpleveli zemljo in ni potrebno nič kropiti, da imamo potem tudi kvalitetno hrano in da postanemo edinstvena kulinarična destinacija, kar si zaslužimo. Juhej, evo, konopljene beljakovine tudi sama uživam. Ja. Še glik zadnji sem jih kupila 40 kil, ker sem mene fajn dobila, ja. To je to. Super hrana. Super hrana, res je. Fino je, sploh za tiste, ki ne jemo mesa, dobimo ogromno beljakovin ravno na ta način in pravzaprav vključujem konopljene beljakovine in v smutje, in v večerne napitke in povsod. Lucija, dajva zaupati nekaj besed mogoče o modi in pa o konoplji, ker tudi to gre vedno bolj z roko v roki, se mi zdi. In kljub temu, da ja, večina ljudi se ne vpraša, ali me oblačila dušijo, ker so plastična in koža ne more dihati, pa koža je naš, mimogrede, največji organ in bi mogla res skrbeti za njega, ne? Ampak se mi zdi, da se tukaj, da se nekaj sveti, da so napredki in da so že ljudje začeli ne samo razmišljati, ampak da so že začeli čutiti to razliko. Ja, v bistvu mi smo zgubili občutek, pravi občutek za kulturo oblačenja, ne? Ker v bistvu danes, tako ste povedali, večina ljudi hodi okrog v plastiki, ne? Že tudi bombaž z elastanom je plastična stvar, ne? V bistvu tudi moramo vedeti, da 30% pesticidov na planetu se porabi za pridelavo bombaža. Samo da rastlina zaraste, ne? Da se ljudje danes ne zavedajo, da v bistvu kakšen je postopek pridelave blaga, ne? Čez kakšne kemične postopke gre, ne? Da v bistvu mi z tekstilno industrijo
delamo ogromno škodo planetu in tudi sebi, a ne, kot Se pravi, bitjem. bombaž ni super fin in fajn. Veliko ljudi misli, lej, bombaž, to je pa to, ne. Tudi spomnim se prejšnji let za Božička, sem rekla babici, dej bombažne servete bi imela take, ki so bile včasih, ne. Ja. In mi je prinesla res bombažne servete take, ki piše gor 100% bombaž. Sam to ni to. Meni je to bila plastika. Kaj se zdaj v bistvu sploh dogaja z bombažoma? Ni to več alfa in omega. V bistvu potrošništvo, ne? V bistvu potrošništvo sili te velike tovarne, da v bistvu so začeli delati bombaž na čist nenaravni način, ne? Ker v bistvu sama predelava tkanine je, še enkrat poudarjam, katastrofalna, ne. Biobombaž je biobombaž do točke, ko pride v predelavo v tkanino, ne. S tem, ko konoplja kot taka ne rabi ničesar, ne. Tudi v bistvu midva izbirama tkanine, ki so tudi barvane z naravnimi barvami, ne. Zato, ker je to zelo pomembno. Mi danes že otročke, majhne dojenčke z porodnišnice prinesemo in jih oblečemo in ovijamo v plastiko, ne. Potem se sprašujemo, od kod bolezni, a ne. Danes se recimo sam to, a ne, da v bistvu veliko poudarka je na zdravi prehrani, ne. Moj način gledanja je celosten, se pravi, začnimo, ne vem, imamo ljudi, ki so fanatiki od bio pa eko hrane. Doma imajo pa, ne vem, čistila, ličila, kozmetiko, obleke, ki so strupi, a ne. In mi vse to nosimo, se ličimo, čistimo naše prostore in to ni dobro, ne. Se pravi, dajmo gledati celostno, no. In konoplja kot taka, če bi zasadili 10% površin na svetu, obdelovanih površin s konopljo, bi rešili komplet vse. Bravo, bravo. Konoplji je moč. Ja, super. Mi se bomo vsekakor trudili, tudi jaz že imam kar nekaj časa v glavi, kako, kje, da bi bila res rada tudi dober vzor, rada nosim naravne materiale in vsekakor bomo to spodbujali in seveda spodbujamo tudi vas, da se obrnete k naravi. No, takole, še preko Facebooka, ja, tole mi sporoča, nujno moram povedati, gospa Nada Matko je tista, ki je prejela torej našo darilo, čudovito sliko in sicer je zelo dobro napisala, ne, če povežemo, danes smo že govorili o otrocih, biti starš je dar, ki je načrt stvarstva za nadaljevanje človeške vrste in ni lepšega, če ti to uspe, da pošlješ v svet poštenega, ljubečega, veselega otroka, ki zna to priložnost izkoristiti in postati človek, ki je stvarstvo in staršem v ponos. In mogoče za na konec lahko omenim še tole, v zadnjem času so šle same cene za oblačila, ne, zelo nizko, ne. Ne rabiš več veliko denarja, zato da si fancy šmensi oblečen, ne, ampak zdaj je, se pravi, čas za to zavedanje, kaj je zadaj. Tako. V bistvu potrošništvo v tekstilu je zelo, rekla, v kritičnem stanju, ne. Danes v bistvu kupujemo poceni kitajsko robo, a ne, za katero vemo, da vzad niti tist, ki jo je naredil, ni bil plačan, a ne. In poleg tega nosimo nenaravna, strupena oblačila, a ne. In jaz mislim, da je čas, da ljudje spoznajo, tako smo se z Ireno prej pogovarjali, kako smo se včasih oblačili, kvalitetno, iz kvalitetnih materialov, a ne. In Slovenija je dejansko bila močna tekstilna, je imela močno tekstilno panogo, ne, in s to zelo kvalitetnimi materiali, sama izhajam iz korojaške družinske tradicije in vem, kakšne materiale smo uporabljali pred leti in kaj se danes uporablja, ne. Posebej v bistvu apeliram tukaj na žensko populacijo, ne, zato ker smo ženske zelo podvržene temu, da si moramo kupovati novo in v bistvu ta svet okrog nas, potrošniški, nas v to vede, ne. Ne vemo pa, da v bistvu nam to škodi zdravju našemu planetu. Tako, torej, svoje praznine ne poskušajte kompenzirati s tem, da si kupujete vedno več stvari, ampak dajmo glavo uporabljati pri tem in tudi srce. Srečko, Lucija, Irena, najlepša hvala, ker ste bili v naši družbi in da ste z nami delili to pomembno sporočilo. Vi pa naj vam bo svet lep. Uživajte. Hvala lepa.